Ja, srednji vek je na Slovenskem pustil zares močan pečat, še posebej tukaj na dvorcu Rakičan. In mnogi obujajo stare običaje. Eden od teh je tudi Janez Rozman, ki obuja predvsem tiskanje. Pozdravljeni, dober dan. Veliko veseljen čas mne, da vas lahko tere pozdravim na Rakičanu in kadar sem postavil tudi svojo tiskarno na potrebe rakinčanskega Mindfolka. In seveda tukaj vam bom lepo pokazal, kako in kaj se te stvari dogaja. Včasih so uporabljali posebne tufe, ki jih pa danes nimam s sabo, ampak tukaj imam valčke in tukaj nanesem barvo na tole zadevico gor, ki se imenuje tiskovna forma. In pa seveda vzamem ročno izdelan papir, ki smo ga tam nekaj od zadaj izdelali, smo ga posušili, ampak je mečke bolj švok suho, ker je megla, ga damo tukaj gor in seveda tole porinemo teleke noter. V tale delček. In seveda zdaj bi pa prosil, mlado damo, če tole ročico potegne do konca. Da ne bom jaz teleke se matrujo, kor še malo povoril. A še enkrat v drugo smer ali bo? Ne, bo kar takole v redu, ja. Dobro. In takole smo pač dobili en tak lep odtis, katerega bo dama naprej napisala s temi zadevami, ja, tako. Kako se ta srednjeveška obrt tiskanja razlikuje od te današnje? Današnja zadeva je pač takale. Tukaj smo tiskali na star način, to je rekonstrukcija Gutenberga tiskalnice, seveda na sodobni način se pa dejansko tiska drugače. Samo nimava časa, da bi vse povedala, bova pa tukaj pokazala, kaj sem pa otrokom pripravil. Za petkovo noč čarovnic. Tako je, za petkovo noč čarovnic smo pripravili Trubarjev abecedari, katerega učenci sami zgibajo, zbigajo in ga potem tudi sešijejo. Seveda je tukaj lahko drugačne vzorsko, kar je tale, in ga seveda platničijo v tako lepo knjižico Primoža Trubarja abecedari, s kateri se je slovenski narod naučil pisati in brati. In tudi tebe to poklanjam. Najlepša hvala. Torej, otroci bodo dobili platnice in potem bodo skupaj takole... Takole, vsak si bo, to je delavnica izdelave, knjigoveška delavnica izdelave Trubarjevega abecedarja. Seveda smo pa pripravili še več delavnic, imamo tukaj lahko strelsko delavnico, imamo delavnico mečevanja, imamo delavnico metanja potkov. To so vse take srednjeveške zanimive stvari, katere so včasih ljudje počeli v prostem času, koliko so ga pač imeli malo več, kot ga imamo pa danes. Tamle ste en prostor namenili tudi prav posebni delavnici. Ta posebna delavnica, ta delavnica je pa dejansko ročna izdelava papirja, katera je majčko malo problematična, ker je zdaj vreme bolj tako slabo, ampak seveda tukaj imamo okvir, katerega zajamemo to goščo, ta okvir odmaknemo in seveda imamo tukaj na mrežici ročno izdelan papir, katerega odgavčamo na to tkanino. Iz tega potem nastane papir. To je že papir, samo zdaj je še v mokri obliki in ga potem damo sušiti, ko ga posušimo, se pa potem lahko to uporablja za tisk. Torej boste najmlajše, kot tudi seveda malce starejše naučili prav priročnih spretnosti. Ja, moj cilj in moje poslanstvo je, da pač dejansko obujam vse te stare stvari, stare načine, stare običaje in seveda tudi vse, kar je bilo na star način. Ker tukaj jaz ne uporabljam reciklarne normalne materijale, kot so bombaž in pa seveda ostale sestavine. Super. To je končni izdelek. Končni izdelek, en list papirja z srednjeveškim počitnicam na dvorcu Rakičan, seveda tudi še za oddajo Dobro jutro. Dobro, najlepša hvala za vse tole. Upam, da se bo vaših delavnic v petek udeležilo čim več obiskovalcev. Imate pa še dva spremljevalca, tako da bom stopila do njiju. Pozdravljena tudi vidva. Kakšna je vaša vloga? Ja, sem Landknecht vojak, dvojno plačeni vojak, drugače pa danes tukaj stražar na dvorcu Rakičan z tega našega srednjeveškega tabora. Kar dvojno ste plačani? Ja, zato ker imam dolgi Landknecht meč, zato sem dvojno plačani. Odlično. Pa gospodična, dober dan. Dober dan. Jaz pa predstavljam grajskega bobnarja in pa glasnika, ki je razglaševal vse zadeve, ki jih je naročil Graščak. In vi vedno takole spremljate gospoda Rozmana? Včasih ja, in pa tudi Landknecht vojaka. Lahko malce prikažete, kako izgleda tole bobnanje? Ja. No, to je res tisto pravo srednjeveško vzdušje. Najlepša hvala. Toliko torej z dvorca Rakičan.